Ok. Aljaž pravi, da snemamo? Gremo. Klapa. Hvala. N1 podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav vsi poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke. To je N1 podcast, danes o šoli in šolstvu. Snemamo ga na prvi šolski dan. Z mano sta dr. Katja Jeznik z oddelka za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani in dr. Janez Vogrinc, dekan Pedagoške fakultete v Ljubljani. Lep pozdrav tudi vama dvema, dobrodošla oba. Hvala. Hvala. Pogovarjali se bomo torej o nečem, kar je za izjemno veliko ljudi izjemnega pomena v Sloveniji, o šoli, šolstvu, o učencih, o nečem, kar nas spremlja praktično vse življenje. Vsi smo bili kdaj učenci in mnogi smo zdaj starši, ki imate šolarje. Ob začetku šolskega leta, mogoče na začetku, eno zelo konkretno vprašanje, ki pride prav sem, kakšni so vajini nasveti ali pa sporočila za starše, učitelje, učence ob začetku šolskega leta? Katja, mogoče najprej ti. Okay. Kar se tiče učencev, je sporočilo zelo preprosto. Jaz upam, da se bodo v šoli vsak dan naučili kaj novega, da ne izgubijo tiste svoje radovednosti, iskrivosti in da znajo v bistvu s svojimi vprašanji preizpraševati samoumevnost sveta odraslih. Zdaj, kar se tiče učiteljev, za njih se mi zdi najbolj pomembno, da znajo strokovno pojasnjevati, utemeljevati smiselnost svojih rešitev, tako v odnosu do staršev, učencev, kot tudi svojih kolegov. Za starše pa je v bistvu nasvet tak zelo enostaven, zelo preprost. Mislim, da je zelo pomembno, da znamo zaupati svojim otrokom, da zmorejo, da bodo zmogli sami in da bomo seveda tudi potem mogoče v tej starševski vlogi jim znali biti neka podpora na njihovi izobraževalni poti. Jaz se še spomnim, ko smo pred leti prvi šolski dan vedno predstavljali kot praznik. Kot prazničen dan tako za otroke, učence, učitelje in seveda starše učencev. Se mi zdi, da je v zadnjem obdobju se to sporočilo nekoliko izgubilo. In moje današnje sporočilo bi bilo točno to. Prvi šolski dan naj bo praznik. Praznik za vse, za tiste, ki vstopajo prvič v šolski prostor, za tiste, ki se vračajo v šolski prostor, za starše učencev in seveda tudi za vse učitelje. Tako kot je Katja že povedala, tudi jaz seveda želim, da bi se učenci čim več v šoli naučili, da bi stkali nova prijateljstva, da bi imeli veliko dogodkov, ki bi se jih z veseljem spominjali celo življenje. Za učitelje bi rekel, naj zaupajo v svoje znanje, v svoje izkušnje. Mislim, da imamo dobre učitelje in prav je, da so samozavestni pri upravljanju svojega poklica. Staršem bi pa morda svetoval poleg tega, kar je bilo že rečeno, tudi to, da ne pozabijo, da so oni svoje šolanje že zaključili in da se zdaj začne delo njihovih otrok. To seveda nikakor ne pomeni, da se ne bi zanimali za šolsko delo svojih otrok, da jih ne bi spodbujali pri tem, samo da ne opravljajo obveznosti, ki jih imajo njihovi otroci namesto njih. In tukaj ste že nekako nakazala in prehajamo na ta bolj vsebinski in problemski del današnjega podcasta. Vidva sta oba strokovnjaka za to področje, zato me zanima, kaj je v naši šoli, našem šolstvu dobrega, kaj bi vidva izpostavila in na drugi strani, kaj je slabega, oziroma kaj je tisto, kar bi morali izboljšati. Kar je dobrega, jaz bi tako zelo nasplošno rekel, da mislim, da je zelo pozitivno to, da je naš šolski sistem ali pa naš šolski prostor varen prostor. Varen prostor pomeni pa zelo različne stvari. Po eni strani na srečo ne poslušamo o takšnih oblikah nasilja, kot lahko spremljamo po naših televizijah, kaj se dogaja v Ameriki in v kakšni drugi državi. Ampak še bolj pomembno je to, da imamo v naših šolah ničelno stopnjo tolerance do nasilja,
da če do kakršnekoli oblike nasilja pride, je potrebno seveda takoj na to odreagirati. Varen prostor pomeni tudi to, da so učenci v naših šolah lahko sprejeti na takšen način oziroma da so sprejeti ne glede na njihove posebnosti, na njihove značilnosti, kot jih imajo, da se o razlikah lahko v šoli pogovarjamo, da so razlike tisto, kar pravzaprav učitelji uporabijo lahko za to, da razložijo to raznolikost, ki je med nami, tudi učencem, da se razvija neka stopnja tolerance, da se lahko tudi odkrito pogovarjamo o naših različnih pogledih. Jaz mislim, da v večini šol imamo takšne situacije in mislim, da je to zelo velika prednost našega šolskega sistema. Imamo javno šolstvo, ki je kolikor toliko brezplačno, seveda tukaj imamo še vedno določene težave na tem področju in bi si tudi osebno želel, da bi bilo res brezplačno in da na ta način zagotovimo vsem učencem možnost, da je ravno šolski prostor tisti, ki jim pomaga na njihovem osebnostnem razvoju in da je prostor, kjer lahko razvijajo vse svoje potenciale. Jaz bi samo tukaj mogoče dodala, da to, kar ste povedali, je izvrstno in v teoriji res naše šolstvo je takšno, se pa pogosto dogaja, da ko pride do nasilja ali do nesprejemanja drugačnosti, da raziskave kažejo, da šole tudi ne odreagirajo tako, kot bi morale. Tudi LGBT skupnost poroča o tem, da to nasilje, ki so ga deležni recimo otroci iz te skupnosti ali pa dijaki iz te skupnosti, da šole ne odreagirajo vedno ali pa šolski delavci tako, kot bi morali. Katja, kaj dobrega, kaj je slabega? Ja, če se mogoče kar navežem na to, kar je bilo že izpostavljeno, sama nekako presojam, da je za letošnje šolsko leto res spet mogoče malo olajšanje za vse, ki se v to kakorkoli vključujemo. Super, da ga začenjamo relativno običajno, se pravi, da nismo toliko obremenjeni z epidemiološkimi ukrepi, z nekim strahom, takoj potem, ko se bojo šole začele, se bojo mogoče spet tudi prostori ali pa učilnice zaprli. To se mi zdi, da je danes vendarle nekoliko odmaknjeno iz razprave. Super se mi zdi, da se recimo neka politična razprava danes vrti okoli vprašanja, ki si ga tudi ti že naslovil, brezplačnega javnega šolstva, ki je bilo recimo zdaj v tej zadnji razpravi osredotočeno okoli brezplačnih kosil. Sicer pa ja, tudi sama nekako verjamem, pa tudi recimo preko stika z študenti menim, da imamo v šolah v splošnem dober kader, ustrezno izobražen kader, je pa seveda ogromno vprašanj, ki se na ravni prakse izpostavljajo kljub temu kot problematične, seveda na ravni recimo nekih smernic, teorij, tega, kar mi tudi razlagamo, predavamo, obstaja ničelna toleranca do nasilja, pa vendarle, kljub temu, da nimamo takih res ekstremnih primerov na srečo v našem okolju, obstajajo oblike nasilja, ki jih je treba v prihodnosti zelo jasno nasloviti in tudi recimo učitelje ustrezno opremiti z znanji, kako v takih situacijah reagirati, kako zaznati, kdaj je nekaj na točki, ko presega samo recimo učiteljevo kompetenco, in kje je točka, ko je treba recimo v ta postopek ali pa recimo obravnavo nekega nasilnega vedenja vključiti tudi ostale kadre, ki jih imamo na šoli. V tem smislu lahko za slovensko šolstvo poudarimo to res dobro mrežo šolskih svetovalnih služb, ki so ponavadi na šolah ravno zaradi tega, in to je mogoče tudi neka taka specifika našega šolstva na šolah, in tam ustrezno izobraženi kadri v smislu tega, da vedo, kaj so recimo neki smiselni koraki, ki jih lahko naredijo, poleg tega, kar recimo učitelji že sami v razredu naredijo, in potem naprej do zunanjih ustanov. Videli smo v zadnjih dneh poročila o tem, da je v Sloveniji učiteljev premalo, tudi mi smo poročali o tem. Je to nekaj, kar je že zdaj težava in bo verjetno v prihodnosti še bolj? Zagotovo. Že nekaj let se kaže pomanjkanje učiteljev, vsaj za določena predmetna področja in pa seveda tudi šolskih svetovalnih delavcev, vsaj določenih profilov šolskih svetovalnih delavcev.
Jasno je bilo, da bo do te težave prišlo v našem šolskem sistemu. Jaz moram tudi reči, da smo na pedagoških fakultetah in tudi drugih fakultetah, ki izobražujejo bodoče učitelje, tudi resorno ministrstvo v preteklih letih na to večkrat opozorili. Tukaj gre predvsem za pomanjkanje učiteljev fizike, tehnike, matematike, računalništva in pa seveda tudi, kot sem omenil, določenih profilov šolskih svetovalnih delavcev. Žal se v preteklih letih na tem področju ni kaj veliko spremenilo. Sem pa zelo vesel, da pa v letošnjem šolskem letu so spremembe in sicer prvič po dolgem času imamo kadrovske štipendije ravno za te deficitarne poklice. Sem prepričan, da bo to spodbudilo marsikoga, zato da se bo odločil za učiteljski poklic. Žal pa bodo, torej ti, ki se bodo zdaj vpisali v prvi letnik, v šole prišli šele čez približno 5 let. Uvaja se ponovno pripravništvo, kar je tudi, ne morem reči, dobrodošla novost, zato ker pravzaprav smo ga v našem sistemu v preteklosti že poznali, pa žal v zadnjih letih pripravništva ni bilo. V letošnjem letu pa so na ministrstvu ta mesta ponovno razpisali. To je tako rekoč idealen začetek za vsakega učitelja. Učitelj začetnik vstopi v šolo, dobi mentorja, ki je izkušen učitelj in celo šolsko leto nekako poteka njegovo uvajanje ob pomoči tega mentorja. Tako da določene spremembe se dogajajo, bomo pa imeli kar nekaj let, še mislim, da zelo velike težave, kot sem omenil, vse za določena predmetna področja. Če gremo zdaj še malo na problematiko, na tisto, kar pa v našem šolstvu mogoče ni v redu. Govorimo, piše se o tako imenovani diktaturi petk, o hiperinflaciji ocenjevanja, o tem boju za ocene, ko ocene postajajo bolj pomembne od znanja in zaradi katerih učenci doživljajo tudi hude psihične stiske, da se ti psihiatrični oddelki v bistvu napolnijo vedno, ko se bliža konec ocenjevalnega obdobja. To niso samo neka pričevanja staršev ali pa neki občutki otrok, to kažejo tudi raziskave o obremenjenosti. Berem iz članka, nekaj let, 3 leta starega članka iz revije Mladina, različne in med sabo neodvisne mednarodne primerjave odgovorov o obremenjenosti kažejo, da je Slovenija v vrhu lestvic držav po odstotku učenk in učencev, ki se čutijo obremenjeni s šolskim delom. Ne gre tukaj iskati nekih hitrih rešitev, hitrih zaključkov, nekega populističnega rokohitrstva, kot smo ga tudi bili priča v javnosti, kaj bi bilo treba spremeniti, na kakšen način, zagotovo pa to kaže na neke težave v slovenskem šolstvu. Zato so relevantna ta vprašanja, če se otroci počutijo preobremenjeni zaradi nesmiselne snovi, zaradi slabih učiteljev, zaradi napačnega načina poučevanja ali so obremenjeni tudi zaradi zahtev staršev, ki si želijo visokih ocen. Tle so verjetno odgovori, tako kot je problem kompleksen, tudi odgovori na ta vprašanja verjetno kompleksni. Katja? Ja. Zdaj mogoče, če se najprej navežem na to, kar nas tudi mogoče kdaj v stroki razdvaja, to je vprašanje šolanja, čisto v smislu tega, ali je pomembno, da se v šoli ukvarjamo tudi z tem, kakšno je počutje učencev v šoli, ali pa je šola prvenstveno namenjena temu, da tam učenci usvajajo znanje. Sama strokovno absolutno stojim na stališču, da je pomembno, da se seveda ukvarjamo z obojim, se pravi tako na eni strani, kako se učenci v šoli počutijo, ali so tam v resnici tudi zares sprejeti, ali se tudi v končni fazi učitelji ukvarjajo s tem, kako se njihovi učenci v razredu počutijo, ali so res prvenstveno obremenjeni s tem, kaj so cilji, standardi znanja, ki jih pripisujejo učni načrti posameznega predmetnega področja. Zdaj, v zadnjih letih so tudi v našem strokovnem okolju
že dostikrat navajane, citirane raziskave, ki dokazujejo, ne, da v bistvu učitelji, ki se ukvarjajo tudi z počutjem svojih učencev v razredu, praviloma pripeljajo potem učence tudi do boljših učnih dosežkov. Ne. In tudi če stojimo na tem, da je šola pomembna zato, da se učenci tam česa naučijo, nam prav te raziskave vzvratno pokažejo, da je pomembno tudi to, da se ukvarjamo s tem, kako se v šoli počutijo. Ne. Druga točka, ki pa bi jo mogoče kar takoj naslovila, je pa seveda ta diktatura petk, čemur smo priča v zadnjem letu, ta inflacija ocen. To mislim, da nam je vsem znano, vsem poznano. Tako kot je bilo izpostavljeno, ne, gre absolutno za kompleksno vprašanje. Glede na to, da sama nisem strokovnjakinja z področja didaktike, tega vprašanja ocenjevanja ne bi naslavljala na ravni samega načina ocenjevanja, vsekakor pa kot pedagoginja lahko naslovim vprašanje, čemu je ocenjevanje sploh namenjeno, kar je po eni strani nenavadno vprašanje, da si ga zastavljamo, ker ponavadi stroka poda tukaj zelo jasen, enoznačen odgovor. Ocenjevanje je namenjeno ocenjevanju standardu oziroma doseganju standarda znanja, ki jih predpisujejo učni načrti. Po drugi strani pa spet, če se naslovimo na prakso, vemo, da je še 20-30 let nazaj ocenjevanje dostikrat učiteljem pomenilo tudi sredstvo discipliniranja učencev in recimo, da smo z strokovnimi priporočili, ukrepi, predvsem recimo napovedanega spraševanja, to funkcijo ocenjevanja, ki jo lahko razumemo tudi na ravni nekega prikritega kurikula dogajanja v šolstvo, vendarle presegli, pa smo v zadnjih letih priča nekemu novemu, prav tako strašljivemu trendu, ko postaja pa ocenjevanje v bistvu sredstvo zbiranja točk, s pomočjo katerega potem pridejo učenci v željeno srednjošolsko izobraževanje. Zakaj je to problematično? Tako kot seveda nam je razumljivo in jasno, da ocenjevanje ne sme biti sredstvo discipliniranja, prav tako ne sme biti sredstvo zbiranja točk, predvsem zaradi tega, ker s tem delamo na nek način medvedjo uslugo učencem, ker jim ves čas sporočamo napačno informacijo o tem, kakšno je njihovo znanje, to potem rezultira v napačni samopodobi in verjetno ni treba biti psihološko recimo zelo izobražen za to, da razumeš, da bo taka napačno izoblikovana samopodoba v nadaljnji izobraževalni poti prej ali slej naletela na barikade oziroma da se bo mogoče soočil posameznik z drugačno informacijo o svojem znanju, kar pa seveda potem rezultira v duševnih težavah otrok in mladostnikov, čemur pa smo v zadnjih letih nažalost pač priča oziroma porastu le-tega. Se pravi, učitelji in starši, po drugi strani bi se morali ob tem zavedati, da to ni pravo sporočilo, ki ga dobivajo otroci. Se pravi, učitelji ne bi smeli podleči pod pritiskov staršev, pa tudi recimo ta situacija letošnjega poletja, ko smo brali, ko smo slišali, da so nekateri učitelji te prakse utemeljevali kot svoj upor obstoječemu sistemu ocenjevanja, seveda to lahko ocenimo kot izrazito neustrezno strokovno ravnanje. Ja, se absolutno strinjam s tem, kar je bilo že rečeno. Dejansko to je vprašanje za celotno družbo. Mi se moramo vprašati, kaj je vrednota, ki bomo sledili. Ali so to ocene, ali je to znanje. Ja. In žal mislim, da smo tukaj kot družba zašli v napačno smer. Znanje je tisto, ki bi moralo postati nazaj vrednota, ki vsi težimo oziroma stremimo. Prevečkrat se dogaja, da učenci imajo previsoke ocene glede na izkazano znanje. Tukaj bom pa se vrnil k mojemu uvodnemu stavku, ki se tiče staršev. Mislim, da bi starši morali bolj zaupati v presojo, strokovno presojo učiteljev in ne pritiskati ne na otroke in ne na učitelje, da morajo imeti višje ocene, kot učitelj presodi, da je pravzaprav učenec izkazal znanje. Tako kot je Katja že povedala, ocene, ki so previsoke, za katerimi dejansko
ni znanja, ki se pričakuje za tako visoko oceno, daje popolnoma napačno sporočilo tako otroku kot njegovemu staršu o tem, kaj je pravzaprav zmožen narediti. In potem pridemo tudi do napačnih odločitev, tudi glede izbire srednje šole in potem vedno večjega nezadovoljstva. Govorimo o tej kompleksni temi, ker skratka, to nabiranje točk, ta boj za vsako petko, to, da da je dojeto v družbi, da otrok, ki dobi 4, je že nekaj z njim narobe, da je edina dobra ocena postala, ni več Gaussove krivulje, to kažejo raziskave, a ne? Ampak da gre s to hiperinflacijo ocenjevanja, torej za te točke, boj za točke, za to, da smo postavili visoke standarde glede ocen, tega, kaj naj učenec dobi, a ne? Da se bo lahko vpisal, da bo spoštovan, da bo dojet kot uspešen, da se bo lahko vpisal na gimnazijo, bog ne daj na katerokoli drugo šolo, a ne. Vse druge šole so postale, zdaj zelo posplošujem, manj vredne in tako recimo je tudi 4, čeprav je zaslužena kot 4, dojeta kot nek neuspeh. To je nek začaran krog verjetno, ki ga poganjajo družba s temi nekimi zahtevami po tekmovalnosti, uspešnosti, hkrati pa tudi starši, ki na to pristajajo, sodelujejo v tem začaranem krogu, v smislu, da od učiteljev zahtevajo višje ocene, da od svojega otroka, tudi če kdaj ni sposoben kljub učenju recimo dosegati petic, zahtevajo petice. In je to nek verjetno začaran krog, ki vodi v stiske. Ne bi rada s prstom kazala samo na starše, mislim, da bi bilo to preenostavno, da so tudi starši pogosto v stiski, ker živijo v tej isti družbi, tekmovalni, kjer je to v bistvu le nek simptom verjetno. Ne? Kako to preseči? Zdaj, a je ena od rešitev mogoče to, da se spet uvede sprejemne izpite recimo na fakultete? Ali bi potem prišli bolj do izraza otroci, ki so na nekem področju, ki jim je neko področje blizu, ki si ga želijo, kjer so zelo dobri, pa mogoče ne pridejo na te fakultete zaradi tega, ker so pomembne tudi vse druge ocene, recimo. Morda bi najprej izpostavil to, da vendarle so zelo velike razlike med učitelji, glede ocenjevanja, glede zahtevnosti oziroma standardov znanja, ki jih od učencev pričakujejo, in tudi med šolami. Torej, mi imamo razlike tako znotraj šol, kot med različnimi šolami. Tukaj moram seveda opozoriti na nacionalno preverjanje znanja, ki ga imamo v naših osnovnih šolah, ker vodim tudi državno komisijo za to področje. Vem, da smo imeli ogromno pogovorov tudi z učitelji in z ravnatelji, ki so nas opozarjali, da si tudi učitelji želijo nekega mehanizma, s katerim bodo lahko tudi staršem razložili, da njihov otrok ne zna za takšno oceno, kot si jo oni želijo. Ne? Se pravi, stiske so tudi pri učiteljih. Zdaj, kako to zadevo preseči? Mislim, da je to dejansko, kot sem prej rekel, zelo kompleksno vprašanje za celotno družbo. Veste, sama tekmovalnost v resnici ni problem. Ne? V bistvu tudi v samih ocenah jaz ne vidim takšne težave, če je za temi ocenami znanje in če je ob tekmovalnosti tudi sodelovanje, tudi solidarnost, tudi empatija med učenci. Ne? Dejansko moramo razvijati vse te vrednote. Samo paziti moramo na to, da pa niso zgolj ocene tisto, kar šteje. Veste, ocena je zunanja motivacija in nič ni z njo narobe. Sej najprej se mora učenec začeti neko vsebino učiti, zato da morda potem ugotovi, da ga pa to res zanima. In če se najprej začne učiti zaradi ocene, prav se je začel zato, ker si želi imeti visokih ocen. Ne? Vendar, ko se nekaj naučiš, lahko ugotoviš, o tem bi pa želel vedeti še več. In se začneš učiti zaradi tega, ker te ta vsebina pritegne. In seveda na ta način, bom rekel, ta zunanja motivacija postaja tudi notranja motivacija. Ne? Dejansko se ne moremo slepiti, da bomo vedno imeli željo po visokih ocenah, tudi željo po uspešnosti, tako pri učencih kot pri njihovih starših. Samo treba je znati nekako te stvari povezati v neko logično celoto. Ne? Težava, ki jo jaz vidim
recimo bom zopet dal kot primer nacionalno preverjanje znanja, nas številni ravnatelji opozarjajo, da ti dosežki učencev na NPZ-jih nič ne pomenijo, zaradi tega, ker se učenci ne potrudijo. Zakaj se ne potrudijo? Ker to ni ocenjeno, ker to nikamor ne šteje. In to je napačno sporočilo, ki ga mi dajemo učencem, ne? Tako ravnatelji, učitelji in starši učencev morajo dati učencu sporočilo. Tudi če to ni za oceno, se moraš potruditi, zato da boš pokazal sebi, meni, sošolcem, kaj znaš. Ker znanje je tisto, kar šteje. Ne samo potrudil se bom zaradi tega, ker to potrebujem za vpis na izbrano srednjo šolo. Veste, saj tudi domače naloge se ne ocenjujejo. Pa vemo, kako koristno je, da pišejo učenci domače naloge. Nenazadnje tudi vedenje se v naši šoli več ne ocenjuje. Pa menda ne bomo rekli, da ni potrebno, da se vzorno obnaša, da pomaga sošolcu, ki je v stiski in tako naprej, zato ker za to ne bo ocenjen. Skratka, to so takšna sporočila, ki so v bistvu pomembna, da jih učenci slišijo. Ali opažamo, da je te solidarnosti med učenci manj v zadnjih obdobjih? Ja, zdaj mogoče tukaj iz glave sama ne bi priklicala takoj neke raziskave, ki bi empirično preverjala, kako je z solidarnostjo med učenci. Drugo je pa tisto pač čist spet iz terena, anekdotsko, kar nam povedo učitelji, kar lahko sami vidimo. Zdaj tudi v luči tega, kar je prineslo obdobje šolanja na daljavo v času epidemije, mogoče vendarle nakazuje, da neka mera solidarnosti v našem šolstvu obstaja. Mogoče se lahko tu navežem na način, kako so učitelji in učenci delili in nekateri še zdaj delijo vse, kar nastaja tekom učnega procesa med sabo, je nedvomno lahko nek vidik solidarnosti. Govorim o nekem pozitivnem vidiku obdobja šolanja na daljavo, ki rezultira recimo v nekih spletnih učilnicah, ki jih učitelji in učenci uporabljajo predvsem v višjih razredih osnovne šole, nedvomno pa v srednješolskem izobraževanju in seveda na fakulteti. Mislim, da je veliko bolj samoumevno, da danes postajajo gradiva, ki jih pripravljamo učitelji, tudi pogosto javno dostopna, na voljo vsakemu učencu, pa tudi recimo na fakulteti študentu, ki želi do tega gradiva priti, pa tudi vzporedno ti načini izmenjave gradiv, vprašanj, tudi če želite obveščanje o tem, kaj so recimo v razredu počeli učenci prejšnjega dne, da ni več treba, klicati sošolca za to, da ti posodi zvezke, da si boš prepisal snov. Sama poznam take res dobre prakse tega, ko učiteljica, razredničarka skrbi in bdi na tem, da učenci vedo, kateri je tistega dne, na primer, dežurn učenec, da gradivo, ki so ga obravnavali tistega dne, se pravi svoje zapiske, v e-učilnico in tako brez težav do tega dostopajo tudi ostali. Ampak to je samo en primer, neke take zanimive prakse, ki verjetno, če vsega tega obdobja šolanja na daljavo ne bi poznali, ne bi imeli, sploh ne bi obstajala. Je pa to šolanje na daljavo oziroma obdobje epidemije, o čemer sem tudi želela malo govoriti, pokazalo tudi neke stvari, iz katerih bi morali neke zaključke potegniti kot družba. Pokazalo je, napisali smo lani tudi en članek v takem obdobju, kot smo zdaj, kaj smo se naučili v času epidemije o naši šoli in kaj bi morali spremeniti. In spomnim se, ena od glavnih ugotovitev je to, da pač se je država oziroma ministrstvo pozno odzivalo, da se je premalo upoštevalo pedagoško stroko, ampak tisto, kar je recimo meni najhujše, vemo, bile so stiske otrok, že zaradi tega, ker so bili doma toliko časa, ampak tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče mogoče, je to, da so najslabše v tem času šolanja od doma jo odnesli, seveda tisti, ki jo že itak odnesejo najslabše, to so najranljivejši. Torej tisti, ki imajo manj izobražene starše, ki imajo težave v družini, takšne ali drugačne, ki so iz nižjih slojev, tisti, ki so že tako ranljivi, jih je v bistvu ta odsotnost iz šole najbolj prizadela. In to je nek simptom, verjetno, ko se nam kaže ves čas tudi v našem šolstvu. Nažalost ugotavljamo, raziskave kažejo, da
naša šola, tudi ko ne gre za epidemijo, kar precej reproducira neenakost, ne? Da imajo otroci visoko izobraženih veliko večjo verjetnost, da bodo šli na boljše fakultete, da se bodo sploh upisali na fakulteto, in obratno, otroci iz deprivilegiranih družin, revnih družin, manjša verjetnost. Pred časom smo, ko sem še delala na Pop TV, naredili 24 ur inšpektor o šolstvu in tam recimo se je pokazalo, mama kuharica, oče hišnik, hčerka bo najverjetneje zaključila poklicno maturo, po drugi strani mama zdravnica, oče profesor, splošna matura na gimnaziji najverjetneje. Dr. Gašper Cankar je takrat z Državnega izpitnega centra nam rekel, Tina Kristan je bila takrat novinarka, on je rekel, imamo mi to politiko enakih možnosti, podatki pa kažejo na to, da ne glede na to, da se lahko v Sloveniji vsakdo vpiše v gimnazijski program, vsakdo nadaljuje na želeni smeri študija, se očitno to ne zgodi. Kako zmanjšati to reprodukcijo neenakosti v družbi, da se iz družbe prenaša, v bistvu, da jo šola še sodeluje v njej. Skratka, v Sloveniji so tudi namreč plače nadpovprečno vezane na stopnjo izobrazbe in tle se to kolesje zavrti naprej. Torej vsak otrok, ne glede na to, v kateri družini se je rodil, bil v idealnem svetu, mora imeti povsem enake možnosti za napredovanje, za svoj razvoj kot drugi otroci, pa očitno tukaj neko težavo v Sloveniji imamo. Kako to preseči? Vse to, kar ste zdaj opisali, absolutno drži. Mi smo tudi izvajali nacionalno evalvacijsko študijo o vplivu covida, in moram reči, da iz intervjujev z učitelji izhaja točno to, kar ste povedali, ne? Torej tisti učenci, ki so že sicer bili pri pouku uspešnejši, so imeli razvite delovne navade, pomoč staršev, tisti so se tudi v času epidemije, ko je potekalo šolanje na daljavo, precej dobro znašli, in tam nekih velikih mankov, vse kar se znanja tiče, ni bilo opaziti. Težava je bila druga skupina učencev, torej tisti učenci, ki so že tudi sicer pri pouku imeli učne težave, in pa, tako kot ste rekli, torej tisti, ki doma nimajo niti pogojev, niti možnosti, da jih starši so pri pouku na daljavo podpirali. Dejstvo je, da socialno-kulturni kapital je tisti, ki tudi pomembno določa uspešnost učencev v šoli. Se pravi, s tem zajamemo tako branje literature, število knjig, ki jih imajo doma, obiskovanje gledališč in različnih drugih kulturnih prireditev. Naš šolski sistem je naravnan na tem, da pravzaprav je to neko izhodišče, ne? Zdaj, vsega tega imajo seveda več tisti učenci, ki prihajajo iz družin, ki imajo višji socialno-kulturni standard. Težava, ki jo jaz vidim, je v tem, da v našem šolskem sistemu seveda imamo tudi veliko obšolskih dejavnosti, ki ravno tako obiskujejo kulturne prireditve in druge dogodke, ampak seveda zopet bodo več od teh dogodkov odnesli tisti, ki imajo že dobro osnovo, ki te stvari poznajo od doma, ne? Premalo se pa sistem osredotoča na tiste, ki pa te osnove od doma nimajo. Če pogledamo dopolnilni pouk, ne? Dopolnilni pouk je pri nas vezan na vsebino posameznih učnih predmetov. Tisto, kar se meni zdi morda rešitev, je, da se bolj pri tem dopolnilnem pouku, vsaj za kakšno skupino otrok, osredotočimo ne toliko na vsebino, ampak ravno na ta primanjkljaj, ki ga imajo na socialno-kulturnem področju. Ne? In poskušamo zmanjšati te razlike, ne? Razlike bodo vedno obstajale, pomembno pa je, da učitelji in šola in tudi šolski sistem zazna te razlike in začnemo nekaj na tem delati, ne? Moram pa tako reči, meni je javna šola omogočila to, da sem iz delavske družine prišel do doktorata znanosti. In jaz se zahvaljujem za to vsem mojim
učiteljicam in učiteljem, ki so mi to omogočili. In verjetno ravno vsi ti primeri, ko se to zgodi, ko so taki pozitivni primeri, kažejo tudi na to, kako pomembno je, kdo so bili učitelji in kako zelo odvisen je napredek nekega otroka, to ali bojo njegovi potenciali, tudi če se nekje skrivajo, prišli do izraza, ali bo on lahko v bistvu se samo uresničil, da tako rečem, kako zelo je to odvisno od tega, kdo so bili njegovi učitelji. Katja, se strinjaš? Ja, seveda, tukaj je nemogoče ne potrditi izrečenega. Sama bi vendarle to razmišljanje nadaljevala še v smeri tega, kar pa nam na čisto sistemski ravni ponuja naš šolski sistem. Zdaj, tisto, kar je potrebno mogoče še nekoliko ukrepiti, prav v luči tega, da se ne bodo več tako zelo reproducirale razlike med učenci glede na to, iz kakšnega okolja izhajajo, kar je zaznana realnost zadnjih let, recimo razširjen program, se pravi po domače podaljšano bivanje, do katerega so v Sloveniji upravičeni učenci do vključno 5. razreda, kjer pozabljamo včasih, da z njimi delajo visoko izobraženi kadri, se pravi učitelji, ki so enako izobraženi kot pa učitelji, ki v dopoldanskem času delajo in poučujejo naše učence. Tako da sama res menim, da z premišljenim, okrepljenim, razširjenim programom, z res raznoliko ponudbo tudi recimo interesnih dejavnosti, tudi interesnih dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci v času razširjenega programa v šoli, lahko naslovimo tudi kakšno od razlik, ki nastajajo med učenci glede na recimo družinsko okolje, iz katerega izhajajo. Če poskušam povedati čim bolj enostavno, če ima učenec možnost, da obiskuje dejavnosti v času podaljšanega bivanja, potem takoj odpade ta dilema, ali imajo starši popoldne čas, energijo, voljo, denar, da otroke potem tudi vozijo po različnih izvenšolskih dejavnostih. Govorim do 5. razreda. Seveda bi tukaj veljalo potem razmislek peljati naprej, kaj narediti potem v višjih razredih, ko se tudi recimo neke aktivnosti, sploh na področju športa, že zelo specializirajo, in tudi šole recimo kot prostori ne ustrezajo več izvedbi določenih aktivnosti, ampak vsaj do 5. razreda pa je to definitivno nekaj, kar bi bilo potrebno v okviru razširjenega programa nasloviti. Da ne govorimo o delu za šolo, čisto v smislu, da bi morale biti domače naloge opravljene v času podaljšanega bivanja, da bi morali učitelji zelo jasno identificirati, kateri so tisti učenci, ki potrebujejo dodatno razlago, dodatno podporo iz različnih razlogov, ne samo v sklopu tega, kar si ti že naslovil, recimo dopolnilni pouk, tudi sicer. Tako pa dostikrat spet ugotavljamo, da kljub visoko izobraženemu kadru, ki dela z učenci, podaljšano bivanje ostaja zgolj varstvo otroka, kjer vsi čakajo, da pač otroci gredo domov, kjer pa potem spet tista neka teža dela za šolo, nažalost, včasih pada na starše. In tam trčimo naprej omenjeno razliko med starši, med tistimi, ki zmorejo, hočejo, pa tistimi, ki ne zmorejo, pa mogoče nekateri niti nočejo na tak način igrati to igro reprodukcije družbenih razmerij skozi šolski sistem. Skratka, če banaliziram, so starši, mogoče ni taka banalizacija, ker se to res dogaja, so starši, ki potem delajo plakate za otroke in so starši, ki teh plakatov ne delajo. Verjetno v šoli vejo, kateri plakat je naredil otrok sam in kje je pomagal nek izobražen starš. Kako se temu izogniti? Saj pravim, vse skupaj je kompleksen problem širše družbenih razsežnosti. Tukaj se kažejo te razlike in tukaj pridejo do izraza. Kako preseči to, da starši delajo še enkrat osnovno šolo? Ja. Tukaj definitivno umanjka premisleka učiteljev v prvi vrsti, kaj je tisto, kar mi res recimo želimo, da starši skupaj počnejo doma za šolo z otrokom. Tukaj bi definitivno naslovila prvo opismenjevanje v prvi triadi, prvi, drugi razred. Realnost je res taka, da
nekateri učenci ali pa marsikateri učenec se branja ne nauči mimogrede samo recimo v šoli, a ne, in potem je kar pričakovanje od tega, da se vsak dan bere 10 minut z učencem, praviloma šole dajajo te bralne hišice, a ne, kjer se potem starši podpisujemo, a ne, da smo brali za učenci in tako naprej, a ne. In tukaj je res potrebno narediti ta nek pedagoški premislek, a ne? Ali je taka zahteva, a ne, ki jo mi položimo na pleča staršev, pa je vendarle stvar šole res pedagoško utemeljena, ali res ne gre drugače, a ne? Se pravi, organizirati spet nek prostor, čas za branje individualizirano z vsakim otrokom tistih nekaj minut v šoli, pa ne spet z vsakim, a ne? Ker nekateri že berejo, nekateri ne berejo. Vemo, da tudi v tem, kako so šolsko opremljeni otroci v prvi triadi, obstajajo res ogromne razlike med učenci, a ne, kar izhaja čisto iz razvojne psihologije, a ne. In na drugi strani, a ne, kdaj pa potem učitelji kar pričakujejo, a ne, da starši v luči tega nekega partnerskega sodelovanja z šolo delajo z učenci tudi še popoldne, a ne. Se pravi, res ta premislek, kaj od tega, kar je samoumevno, pa nekako tudi prav, pa se pričakuje, je smiselno nalagati, kaj pa je tisto, kar pa mogoče vodi potem v to zanko tega, da starši preprosto pač nekoč ne znajo več drugače, kot pa sej, ne, če se je bilo treba v prvem razredu zelo intenzivno ukvarjati, kje pa je potem tisti čas, tista meja, ne, ko pa znamo izpreči, a ne, in reči, zdaj pa ne zmoremo, mislim, ne rabimo več. Doktor Vorinc, kje je zdaj ta zdrava meja, da so starši vpeti, da se zanimajo za šolo, pokažejo zanimanje za šolo, da so tudi učenec, njihov otrok ve, da spremljajo, jih zanima, da je pomembno to, da se on tam stvari nauči, hkrati pa, da to ne presega neke meje tako nezdravega odnosa starša z šolo. Moje osebno mnenje je, da starši se absolutno morajo zanimati za šolo, za to, kaj njihov otrok počne, vendar pri zanimanju in pri spodbudah se odgovornost staršev zaključi. Vse ostalo, kar pa mora učenec oziroma njihov otrok narediti za šolo, je pa pravzaprav dolžnost otroka. In jaz se absolutno zavzemam za to, da je čim manj zadolžitev učencev takih, da bi morali starši aktivno sodelovati pri realizaciji teh aktivnosti. Upam in si želim, da učitelji naredijo zelo dober premislek o tem, kaj lahko učenec naredi sam, in da so te zadolžitve izključno takšne, da jih lahko otroci naredijo sami. Nikakor ne želim reči, da se starši ne bi zanimali za to, kaj njihov otrok počne, da ga ne bi vprašali, da se ne bi o tem pogovarjali. Vendar ta ločnica pa mora biti jasna, ne? Tako kot sem uvodoma povedal, starši so šolo zaključili. Zdaj je šolanje odgovornost njihovih otrok. Sodelovanje z učitelji seveda med starši mora obstajati, ampak v smislu, da učitelji informirajo starše o pomembnih zadevah, ki jih pomembne informacije posredujejo o njihovem otroku, in hkrati seveda tudi obratno, da so učitelji seznanjeni s strani staršev o vseh tistih zadevah, ki so pomembne za šolsko delo otroka. Kaj več pa pravzaprav jaz mislim, da presega ta zdravi odnos. In ko ima otrok učne težave, ko se pojavi neka težava v šoli, je to naloga šole oziroma učitelja, da ta težavo prepozna in da to znanje otrok v šoli dobi, do kje tukaj je v bistvu vloga staršev? Odvisno, kdo prej opazi, ne? Tudi starši lahko marsikaj doma opazijo in tudi učitelj v šoli lahko opazi. Se pravi, to, da identificiramo takega otroka, je pravzaprav odgovornost vseh, ki delajo z otrokom. Ne? Mislim, da določene stvari lahko starši morda doma preopazijo kot učitelji, določene stvari bodo pa preopazili učitelji. Tisto, kar je bistveno, je, da pride do pretoka informacij in da se skupaj dogovorijo, kako takemu otroku pomagati. In to, kar je Katja prej že lepo izpostavila, naš šolski sistem je dober sistem tudi zaradi tega, ker imamo veliko različnih aktivnosti in cel sistem je naravnan na to, da lahko takim otrokom pomagamo. Veste, presenečen sem, ko slišim, kako mladi učenci imajo inštrukcije, zunanje inštrukcije, ne?
in jim pomagajo tako rekoč že od prvega razreda naprej. Zakaj do tega prihaja? Zakaj do tega prihaja? Zaradi tega, ker starši očitno bolj zaupajo nekim zunanjim strokovnjakom, kot da bi zaupali temu, kar jim šola omogoča. Ne? Mi pa imamo dopolnilni pouk v šoli, imamo seveda podaljšano bivanje oziroma razširjeni program osnovne šole, imamo individualno oziroma skupinsko učno pomoč, ki jo lahko učenci dobijo. Ogromno je možnosti. Samo zaupati treba tudi v ta sistem. Ne? Seveda so tudi izjeme, tako kot ste me prej opozorila, ne? Prihaja vedno do nekih izjem, ampak na splošno gledano mislim, da je sistem dober in da imamo veliko možnosti, da vsakemu posamezniku v tem sistemu pomagamo. Da torej v primeru, ko ima učenec težave z učenjem, težave z znanjem, da se starši in učenec obrnejo na učitelja in da od šole zahtevajo, da mu v bistvu pomagajo. Ne? Tako je, da se skupaj pogovorijo, torej absolutno je potrebno vključiti šolsko svetovalno službo, kot je bilo že prej omenjeno, to je tako rekoč specifika našega šolskega sistema. Drugje imajo šolske svetovalne delavce izven šola, ne? Pri nas delujejo znotraj šol, je pa seveda res tudi vprašanje, ne? Obremenitev šolskih svetovalnih delavcev, o tem tudi zelo veliko slišimo v zadnjem obdobju kritik, ne? Koliko imajo sploh časa, da se še ukvarjajo s posameznimi učenci. Tako da absolutno pomoč najprej znotraj šole, se pogovoriti, poskusiti najti nek način, kako otroku pomagati, potem pa tudi na sistemskem nivoju seveda urediti pogoje čim bolj v smer, da bodo se res lahko ukvarjali vsi s tistimi, zaradi katerih so v šoli. To, da se, tudi kar pogosto slišimo, torej, da se starši ure in ure učijo vsak dan s svojim šolarjem, potem, ko pridejo domov iz službe, to torej ni način, oziroma ne bi smel biti. Ne bi smel biti način, absolutno ne. Torej pomoč vsekakor, zanimanje vsekakor, da pa starši upravljajo naloge na mesto učencev. Veste, potem pa se moramo vprašati, zakaj? Zaradi dobrih ocen, ne zaradi znanja. Ker če bo starš naredil neko nalogo na mesto otroka, otrok od tega ne bo imel nič. Morda bo imel stisko, ko bo moral to nalogo ali pa ta izdelek predstaviti v šoli in ga niti ne bo znal predstaviti, ker to ne bo rezultat njegovega dela. Ne? In s tem dobi sporočilo, visoka ocena, je to, kar znanja pa ni. Narašča v slovenskem šolstvu tudi število otrok, ki imajo odločbe, torej to so te odločbe o posebnem statusu oziroma posebnih potrebah. Tudi tukaj je situacija kompleksna, ni enostavnih odgovorov. Del tega je gotovo to, da imamo boljšo prepoznavo, da v sodobnem svetu bolj prepoznamo otroke z nekimi primanjkljaji, jih identificiramo in lahko potem z njimi bolje delamo. Verjetno so pa vzroki tudi drugi. Verjetno tudi način učenja, šolanja in vse to, kar smo do zdaj govorili. Vsekakor, ja. Tudi tukaj na tem področju je statistika zelo jasna. Ne? Mislim, da danes govorimo o približno 8% učencev s posebnimi potrebami, ki so vpisani v običajno osnovnošolsko okolje. Te posebne potrebe se potem razdelijo v različne skupine. Vsekakor pomoč, ki jo trenutno dobijo otroci, je nek način, kako izboljšati njihovo možnost uspeha znotraj javnega sistema vzgoje in izobraževanja. Zakaj prihaja do tega nedvomno tudi tukaj, ko gledamo samo statistiko, koliko odstotkov učencev ima odločbo o posebnih potrebah. Lahko vidimo trend naraščanja. Proti koncu 9. razreda je teh odločb, mislim, da nazadnje, ko sem gledala to statistiko, kar nekje okrog 11%. In seveda si je treba zastaviti vprašanje, zakaj ta trend naraščanja števila učencev, ki potrebujejo ob koncu osnovne šole odločbo in dodatno recimo pomoč, ki jim skozi ta mehanizem pripada kot pravica. Tukaj si seveda lahko tudi zastavimo vprašanje, ali obstoječ sistem, ki ga poznamo od leta 2000, v resnici na pravi način odgovarja na recimo vprašanja ali pa način izobraževanja učencev s posebnimi potrebami, glede na to, da to število narašča. Sama bi upala nekako razlago tega, zakaj do tega prihaja, bolj vezati na to, da smo spet pri tistem, kar smo naslavljali že prej, način prehajanja v srednješolsko izobraževanje. Čeprav se na tem področju pred nekaj leti nekoliko bolj zaostrilo, ker recimo 5-6 let nazaj je veljalo, če
če si imel ti odločbo o usmeritvi, si se lahko upisal praktično v katerikoli srednješolski program, ne. Zdaj se je to vendarle nekoliko zaostrilo, kar pomeni, da dobiš samo nek odpustek, ne, pri številu točk, ki jih potrebuješ za vpis, ne. To je definitivno nek tak pozitiven mehanizem, ne, neko varovalo, ki smo ga vzpostavili v sistem. Po drugi strani pa lahko to naraščanje števila učencev, ki potrebujejo takšno ali pa drugačno podporo v izobraževalnem procesu, interpretiramo tudi kot pozitivno, ne? Čisto v smislu tega, da se zavedamo, da z to dodatno strokovno pomočjo, ne? Dodatnim učiteljem, ne? Dodatnimi urami, ki jih ima na voljo učenec, ki se sooča z določenimi učnimi težavami, primanjkljaji na recimo področjih učenja, vendarle dosega več, kot pa če bi ostal brez te pomoči, ne. Tako da tukaj lahko v bistvu interpretiramo ta obstoječi sistem v obeh spektrih, ne, v pozitivnem in v negativnem. Tudi recimo, sam še mogoče to dodam, mogoče ta stigma, ne, ki je ves čas prisotna, ko se pogovarjamo o šolanju učencev s posebnimi potrebami, ne, ravno s tem, da skoraj da ni več razreda, kjer ne bi imeli učenca s posebnimi potrebami v svoji sredini, vendarle pripomore tudi temu, da bomo kot družba postali bolj senzibilizirani do tega, da moramo poskrbeti za tiste, ki recimo delujejo na nekoliko drugačen način, ne, vključujemo tudi kasneje, ne, ko pridemo do sfere zaposlovanja, vsakodnevnega bivanja, življenja, do faze, ko vemo, da moramo poskrbeti drug za drugega. In če nekje, kot pa v šoli, lahko bodoče generacije učimo te recimo strpnosti, da je treba počakati, da določene stvari preprosto trajajo dlje, ne, ko imamo v svoji sredini nekoga, ki se sooča z nekim čisto drugačnim funkcioniranjem. Ne. In da je treba nekomu pomagati, da bo lahko prišel mogoče do istega kot mi. Tako. In da s tem ni nič narobe. S tem, da strokovnjaki opozarjajo, ne, da so tukaj, tako kot si tudi ti povedala, odprta vprašanja, ali res vsi prihajajo do teh odločb na enak način, ali odločbe dobijo res otroci, tisti, ki jih res potrebujejo, skratka, ali mogoče ne ostajajo izven tega sistema pomoči otroci, ki bi jo nujno potrebovali. Da so ti postopki predolgi, to je bilo večkrat izpostavljeno, da se pride do odločbe. Skratka, in kako tem otrokom ponuditi res kakovostno učno pomoč, da ni odločba sama sebi namen. Tukaj verjetno imamo še veliko stvari za postoriti, ne? Ja, jaz bom rekel, se včasih pohecam, ne, pa rečem, da trenutno za naš šolski sistem velja, da je z učencem nekaj narobe, če nima nobenega posebnega statusa. Ker smo vpeljali toliko različnih statusov, ki jih ima toliko učencev, da so tisti, ki so brez kakršnega koli statusa, ponekod v manjšini. Torej, po eni strani govorimo o statusu učenca s posebnimi potrebami, a ne, pa imamo učence priseljence in nikakor ne smemo pozabiti na to, da imamo tudi oddelke oziroma šole, kjer imamo celo do 25% učencev, ki imajo status nadarjenega učenca. Ko vse to seštejemo, pridemo na več kot 50%. Zdaj si pa predstavljamo, kako poteka delo učitelja, ki mora v eni učni uri prilagoditi pedagoški proces, pouk 25 učencem, ki imajo tako različne zahteve, potrebe, kot jih imajo recimo s posebnimi potrebami, nadarjeni in tako naprej. Ne? In prav je, da je ta pouk prilagojen vsakemu. Pričakujemo individualizacijo, ne samo diferenciacijo. Ne? Torej, pričakujemo, da se bo pouk prilagajal posamezniku. To je nemogoče. Ne? Sploh, ker govorimo, da je primanjkljaj učiteljev, da primanjkljaj drugih delavcev. To je ta začaran krog, ne? Torej, mislim, da so vsi starši v času epidemije vendarle lahko ugotovili, kako zahteven je pouk. Pa so imeli doma enega, morda dva otroka, ne? Ki so jim morali pomagati. Učitelj jih ima vsako uro, vsak dan približno 25. Težava pri posebnih potrebah je seveda ta, ne samo, da število narašča učencev, ki imajo ta status. Ampak, jaz bom navedel zopet en primer, ko se je nacionalno preverjanje znanja vpeljalo v 6. razred kot obvezno. Prej je bilo pa prostovoljno, je v tistem letu število otrok s statusom učenca s posebnimi potrebami naraslo za več kot 2%. Drugače je konstantno naraščalo za nekaj desetink, v enem letu pa več kot 2%. In pridemo zopet do vprašanja, zakaj so si takrat pravzaprav prav želeli imeti status učenca s posebnimi potrebami. Ne? Zaradi tega, kar je Katja prej opozorila.
zaradi tega, ker je naš sistem naravnan tudi na ta način, da so zraven določene ugodnosti. Kje vidim jaz težavo? Ker se sprašujem, po eni strani to, kar ste rekli, ali imajo vsi učenci, ki to potrebujejo, ta status, ali ostanejo spregledani, in po drugi strani, ali imajo ta status samo tisti, ki ga res potrebujejo, ali morda tisti, za katere so si starši zopet zaželeli nekoliko bolj enostavno pot, ne? Za vsak slučaj, če bo potreboval nekje dodatne točke, da bo sprejet na tisto srednjo šolo, na katero želi biti. In če imamo takšno situacijo, potem v resnici tisti, ki potrebujejo to pomoč, zaradi dejansko specifičnih težav, ki jih imajo, je ne morejo v zadostni meri dobiti. To je pa težava. Ne? Absolutno. Ti spregledani otroci, to se ne bi smelo dogajati. Pri čemer vemo, da celo obstajajo starši, ki blokirajo, ki ne želijo, da njihov, po drugi strani, tako kot si nekateri želijo in izsilijo ali pa izsiljujejo, po drugi strani obstajajo starši, ki kljub temu, da bi ta status pomagal njihovemu otroku, da bi lahko dobil več pomoči, kakovostno pomoč, ne želijo, ker se bojijo te stigme, o kateri si ti, Katja, govorila. Ne? Kar je pa tudi problem. Absolutno. To je pač vprašanje, kdo sprejema strokovne odločitve, ki so najboljše za posameznega otroka. Ne? Sej, ko pridemo k zdravniku, dobro, danes že tudi marsikdo podvomi v odločitev, ne? Ampak vsej v preteklosti smo pa sprejeli odločitev in diagnozo in napotke, ki jih je dal zdravnik. Na šolskem področju imamo pa žal vsi občutek, da se na to spoznamo, če drugega ne, enkrat smo bili sami šolarji. Nekaj bi še rekla o tej... O načinu šolanja pri nas oziroma o tej pedagogiki trpljenja. O tem, ali mora biti šola, začeli smo s tem, v bistvu odprli smo ta problem, malo se ga dotaknili. V članku, o katerem sem že prej govorila, je dr. Robi Kroflič z Filozofske fakultete opozoril, da se je v Sloveniji razvilo prepričanje, da je tako imenovana pasijonska pedagogika oziroma pedagogika trpljenja nekaj dobrega. Torej način vzgoje in poučevanja, kjer se otroka prisili, da izstopi iz cone ugodja. Šele ko je ta osnovni cilj dosežen, se lahko začne učiti in to je postala neka splošna resnica. Trdi se, da so otroci preobremenjeni, ker so razvajeni, ker so narcisi, nanje torej treba pritisniti, le tako se bodo učili in to ideologijo so sprejeli učitelji, starši in tudi del stroke. Sam, pravi, sem prepričan, da obstajajo tudi drugi pristopi k poučevanju, ki prinašajo boljše rezultate, kar si ti, Katja, že omenila. Skratka, ta pedagogika trpljenja, daleč od tega, da bi želela reči, da mora biti šola samo nekaj ugodnega, da se morajo otroci ves čas samo uživati v tem, da se učijo. Nasprotno, verjetno je vsak intelektualni napor in mora biti napor. Ampak od tega, da je napor, kar mora biti napor, če se hočemo nekaj naučiti, pa do tega, da imamo hude psihične stiske otrok, so svetlobna leta. Kako tukaj najti ravnovesje? Ker to ravnovesje smo očitno kot družba izgubili. Katja? Ja, tukaj spet recimo, če to izjavo tudi profesor Krofliča poskušamo navezati na nek širši kontekst, v katerem vzgoja in izobraževanje poteka, smo v zadnjih letih priča tako imenovani porasti otrokocentričnosti, kjer kot družba dajemo v središče dobrobit otroka, ki pa seveda po eni strani prinaša neke pozitivne vidike, predvsem v smislu tega, da se prej sprašujemo, katere so recimo znotraj formalnega šolskega sistema prakse, ki pa mogoče niso najbolj ustrezne prakse za današnji čas, zato kako kot družba vrednotimo tudi obdobje otroštva, tudi to, da danes otroštvo vrednotimo kot neko tako privilegirano obdobje življenja, kjer naj bi poleg tega, da pripravljamo otroke na svet odraslih, vendarle imeli otroci možnost, da se igrajo, da čim bolj skozi neke spontane aktivnosti odkrivajo svoje potenciale, pa jih tudi razvijajo. To je recimo nekaj, kar pred 100 leti seveda ni obstajalo, se je na otroke gledalo bistveno drugače. In na drugi strani ta pritisk, da pa vendarle glede na tradicijo, kako izobraževanje poteka zadnjih 200 let, preprosto ne moremo čisto
prenesti te recimo ideje otroštva kot v nekem privilegiranem obdobju v sistem vzgoje in izobraževanja, ki pa poteka na enak način praktično zadnjih 200 let. Učilnice so takšne, kot so, a ne, že po sami arhitekturni zasnovi. Učitelj, tako kot je bilo že izpostavljeno prej, ima pred sabo 22-25 učencev, a ne, in res tukaj naslavljati individualno vsakega otroka, a ne, v luči te otrokocentrične ideje, a ne, da nam pomeni vsak otrok in da ima vsak otrok nek svoj lasten potencial, seveda ni v skladu s tem, a ne. Tako da ja, vsekakor je treba iskati tudi načine, kako ta rigiden šolski sistem, a ne, ki ga poznamo, ki ga tradicionalno peljemo v našem, pa seveda ne samo v slovenskem, ampak tudi v širšem družbenem okolju, a ne, počasi mogoče tudi mehčati v luči tega, da mogoče pa ta premislek o tem, kaj je tisto, kar otroci res morajo že ob določeni starosti znati ali pa narediti, na kak način, a ne, jih tudi opremiti za to, da so soočeni z ocenjevanjem znanja v tej klasični obliki pisnih preverjanj, pisnega ocenjevanja, a ne. A je treba s tem začeti že v 1. razredu, že januarja, zato da se bodo pripravili takrat, ko bo šlo za res, recimo v 3. razredu, malo provokativno izražam te svoje misli, ali pa jim lahko recimo v 1. razredu še puščamo nekaj te svobode, igrivosti, a ne, ko zato, da nekoč bodo laže, a ne, to je ta logika, ki jo pogosto slišimo v ozadju učiteljev tudi, a ne, in njihovih razmislekov, da jih že mi pripravimo za to, a ne, tako kot starši potem govorimo, a ne. Katastrofa je, če imaš v 5. razredu 4, a ne, ker se boš navadil, a ne, in potem v 7. razredu, ko bo pa pomembno, da je nimaš več, a ne, tebi to ne bo pomenilo več to, kar ti mora pomeniti, a ne. To smo vsi vpeti v te iste vzorce, a ne, se pravi na eni strani učitelji, ki želijo pripraviti otroke na nekaj, kar jih čaka nekoč, a ne, na drugi strani pa seveda tudi starši. In vmes otroci. Tako, otroci pa, ja, ta ideja, ne, da jim delamo v luči največje koristi za otroka, ne, pa itak neka taka floskula, ne, potem, ko vprašamo otroke oziroma ponavadi otroke pozabljamo karkoli sploh vprašati v zvezi s tem, ne, izveni v prazno. Ali imamo v Sloveniji težave tudi s tem, kaj in na kakšen način se uči? Ali je ta zahtevnost ali pa to, o čemer smo prej govorili, ta preobremenjenost, o kateri poročajo oziroma jo zaznavajo učenci in ki je, kot smo rekli, večplasten problem, med drugim tudi to, o čemer še nismo govorili, ta hiperinflacija voženj pač bogatega srednjega razreda ali pa višjega srednjega razreda otrok, ne, da je čisto vsak popoldne zapolnjen, potem ko pridejo iz šole še z nekimi aktivnostmi popoldne, ki morajo biti tudi do potankosti strukturirane, dodatno izobraževanje iz vsakega otroka narediti projekt, čim večji projekt. In tudi to verjetno otroke izčrpava, ali pa od njih, da pričakujemo, da pri 10 letih so v nekem športu, ne, trenirajo 5-krat na teden. Da se vrnem nazaj na moje vprašanje, tukaj sem malo že šla, se opravičujem. Skratka, ali imamo težave, ko govorimo o tej preobremenjenosti, ki jo zaznavajo učenci, daleč od tega, da hočem reči, da seveda se morajo učiti, seveda morajo osvojiti znanje je tista vrednota, ki jo poudarjamo, ampak ali ima slovensko šolstvo problem tudi v tem, kaj se uči in kako se uči? Ja, jaz mislim, da ja. Mislim, da smo mi vsi navajeni še vedno na neke predalčke, ne? Tudi naš kurikul je tako zasnovan, danes imaš 1. uro ta predmet, 2. uro ta predmet, ne? In kje vidim težavo? Težavo vidim predvsem, da ni tega transfera znanja med posameznimi predmetnimi področji, pa ne nazadnje tudi med različnimi razredi, ne? Hitro se zgodi, da tisto, kar si se učil v 5. razredu, nič ni narobe, če v 7. razredu več ne znaš. Tako bomo pa v 1. letniku srednje šole začeli od začetka, pa na fakulteti tudi od začetka, ne? Torej, to povezovanje, ta interdisciplinarnost, to je tisto, kar se meni zdi, da nekoliko umanjka v našem sistemu. Pa bom zopet se navezal na znanje kot vrednoto, ne? Veste, marsikdo pri slovenščini zelo pazi na pravopis in točno zna postaviti vejico in bo besedo pravilno zapisal. Ko bo preizkus znanja iz matematike, bo naslovnična pravila pozabil.
zaradi tega, ker se takrat osredotoči na matematično znanje. In to je težava. Ne? Če želiš pokazati, da nekaj znaš, boš tudi pri drugih predmetih spoštoval pravopis in slovnična pravila. Ne? Torej, jaz se strinjam s tem, da ne more učitelj matematike kar zniževati ocen zaradi slovničnih napak. Je pa naša dolžnost, da vsi upozorimo na pomen znanja slovenščine. Ne? In tudi raziskave recimo kažejo, da je ravno pismenost tista, ki pomembno določa uspešnost tudi pri vseh ostalih predmetih. In tega se premalo zavedamo, ker smo pač preveč popredalčkani. To je način poučevanja, ki smo ga bili mi vsi deležni. Moram reči, da tudi mi na fakultetah imamo še vedno posamezne predmete in so recimo redki predmeti, ki so interdisciplinarno zasnovani. Tudi vsak predmet zahteva, ne vem, svojo seminarsko nalogo, že tam imamo težave, da bi se več predmetov združilo, lahko v eno zahtevo po seminarski nalogi in tako naprej. In to se nam vleče v našem sistemu. Mislim, da je to nekaj, kar bo potrebno spremeniti, je pa to zahtevno. Katja, če spet malo banalno vprašam, če to prevedem na neki jezik staršev, ali imamo torej v slovenski šoli preveč tega faktografskega znanja oziroma učenja na pamet, drilanja, ki je potem pozabljeno naslednji mesec, in ali so nekateri učbeniki zasnovani tako papirnato, da otrokom preprosto niso več niti zanimivi, da ne prepoznajo v tem v bistvu znanja, ampak zgolj neke podatke suhoparne. Ja, se upravičujem. Vsekakor gre za zelo, zelo kompleksno vprašanje. Rabim malo vode. Kar. Seveda zdaj vsi, ki se spominjamo časov svojega šolanja, danes se ves čas se malo sprehajamo tudi nazaj, v naše lastne izkušnje. Vemo, da je mogoče bilo tega nekega učenja, tudi recimo v smislu, koliko pesmice je bilo treba naučiti, mogoče celo več, kot pa jih danes postavljamo pred učence kot izziv, kaj je treba usvojiti. Po drugi strani pa spet, sama zahtevnost reprodukcije znanja, ki je povezana z ocenjevanjem znanja, bi pa sama upala trditi, da pa je bistveno večja. Že sam način, kako se je ocenjevalo nas, način, kako se danes ocenjuje učence, je bistveno drugačen. Tako da neka taka pavšalna ocena bi vsekakor bila, da pričakujemo danes od učencev več faktografskega znanja, tudi recimo sama politika učbenikov, učnih gradiv, ki jih dobivajo učenci za delo pri pouku, je zelo, zelo obsežna, kompleksna. To so taki paketki učbeniških gradiv, delovnih zvezkov, ki jih učenci dobivajo ob vstopu v šolo. Zdaj, a to dejansko vse potem tudi učitelji, spet se bom navezala na učitelje, pri predmetu uporabljajo? In spet hkrati, če naredimo nek pedagoški premislek, ali je smiselno, da recimo učence v prvem razredu ali pa prvi triadi opremimo z brezplačnimi delovnimi zvezki, pa hkrati ugotavljamo po drugi strani, da gre za generacije, ki so izrazito manj pismene, kot pa so bile recimo generacije predtem, pa vemo, da vpisovanje nekih besed v delovne zvezke pomeni zgolj izolirano vpisovanje določene besede na prej vzpostavljen stavek, a ne bi bilo bolj smiselno, tudi tukaj v luči tega širšega pedagoškega razmisleka, ravnati v smeri, da vsaj tisto prvo triado, prvo obdobje, ko otroci vstopajo v šolo, usmeriti v to, da je več zapisovanja v zvezke, da gradiva nastajajo v bistvu skupaj z učenci v šoli, in potem v bistvu vsta pritisk brezplačnih učbenikov, pa tudi zdaj do določene mere delovnih zvezkov, premisliti na nek drug način. Po drugi strani imamo pa učence v tretji triadi, ki pa dobivajo za vsak predmet iz šolskega sklada brezplačni učbenik, ki pa nažalost pri kar katerem predmetu ostaja
preprosto celotno šolsko leto skladiščen nekje na domačih policah, ga učenci praktično pri pouku samem ne potrebujejo. Učitelji naročijo staršem, da kupijo delovne zvezke, ki se zdijo bistveno bolj recimo didaktično prijetno gradivo za delo z učenci, pa vendarle gre v ozadju za recimo neka finančna sredstva, ki bi jih bilo smiselno premisliti in uporabiti v luči nekega sodobnega šolstva, mogoče na nekoliko drugačen način. Skratka, ja, ta občutek, da je faktografskega znanja ogromno, lahko dobimo že samo z tem, ko pogledamo, kaj jutri ali pa danes nesejo učenci v šolo. Če potegnemo torej črto pod današnji pogovor, pod prvi dan šole, kaj bi bila pa vajni sporočili državi, našemu šolskemu sistemu oziroma temu, kar bi bilo treba spremeniti v luči, kako znotraj tega torej šolskega sistema doseči, da bi bila šola čim bolj optimalna, naša šola čim bolj optimalna, kaj konkretno izboljšati, če mogoče imate za zaključek vsak eno misel ali pa eno poanto ali pa več poant, da bi bila torej šola potem res za otroke bolj optimalna, kot je in hkrati za celotno družbo. Ja, ena misel je glede tega, kar jo je težko podati, ker je teh misli veliko. Morda bi rekel samo tako. Treba je imeti v mislih celoten šolski sistem, ki se začne pri predšolski vzgoji, osnovne šole, srednje šole in seveda tudi v tem primeru bom rekel samo univerzitetno izobraževanje prihodnjih pedagoških delavcev. In da ne bomo pozabili, zaključi se seveda tudi s položajem pedagoških delavcev v celotnem sistemu in pa v naši družbi. Na to ne smemo pozabiti, ko mislimo sistem. Če se tako jaz ozrem nazaj, se mi zdi, da je zelo veliko pobud bilo v zadnjih, 20 letih, kar jaz spremljam ta sistem, po določenih spremembah. Mi imamo zelo veliko poskusov, ki so potekali. Seveda je bila ideja, kako se bodo te stvari upeljale potem v naš sistem. Če dam kot primer recimo uvajanje tujega jezika, mislim, da smo prvič ta poskus začeli izvajati leta 2011. Takrat je bilo že ogromno šol vključenih tako v učenje oziroma poučevanje prvega tujega jezika, pa potem drugega tujega jezika. In ko smo vsi pričakovali, da bo to upeljano na nivo celotne države, se je poskus zaključil in sistemskih zakonodajnih sprememb ni bilo. Nekaj let je bilo mrtvilo na tem področju, potem se je začel izvajati nov poskus. Na manjšem vzorcu šol, kot je prejšnji potekal. Ampak ko se je drug poskus zaključil, sistemskih sprememb ni bilo. In zdaj izvajamo tretji poskus, ki se bo v letošnjem letu zaključil. In če ne bo sistemskih zakonodajnih sprememb pravočasno, potem bo verjetno zopet nekaj let mrtvila in bomo začeli, upam, da ne, s četrtim poskusom. Veste, to je v bistvu težava. Se pravi, treba je imeti v mislih celoten sistem, vedeti, kaj je namen posameznih poskusov, jih potrebujemo, zato da preverimo na manjšem vzorcu, kako učinkovita bo ta sprememba, potem pa vendarle tudi politično voljo in tudi moč, zato da se te stvari spremenijo. In Katja, tudi za vse to, kar smo danes govorili, kje so še potrebne spremembe, tudi če v osnovi recimo rečemo, da je sistem dober ali pa da ima neke pozitivne točke, našteli smo pa kar nekaj slabosti. Tudi za vse to je potrebno, da bi to spremenili na boljše, torej politična volja. Ja, lahko se navežem na to, s čemer sem začela, se pravi, na nek način razprava ob vstopu letošnjega šolskega leta na politični ravni zveni nekako v luči te brezplačnih kosil, pa zdaj po novem tudi malic. Zdaj, po eni strani se zdi ta odmik, da mogoče zdaj to šolsko leto še ni pravi čas, da naslovimo to vprašanje, da je sama izvedba brezplačnih kosil povezana z ogromno nekimi organizacijskimi vprašanji. Se mi zdi na nek način samo izgovor za to, da pa hkrati ne naslovimo vprašanje obstoječega sistema. Se pravi, mogoče pa vendarle zdaj
obstoječi sistem ne potrebuje tako radikalnih sprememb, ki pripeljajo seveda do tega, kar si vsi želimo, brezplačnega javnega šolstva v pravem pomenu besede, ampak z nekimi manjšimi korektivi, spremembami sistema v smislu tega, da si zares postavimo vprašanje ali pa recimo trenutno cenzus postavljen na pravo mesto v smislu tega, kateri starši so tisti, ki ne rabijo plačevati šolskih obrokov, ali se da recimo ta razmislek o tem, kaj se še plačuje v šoli, pa bi se dalo to organizirati drugače, tudi v luči te pozitivne diskriminacije. Se pravi, da tisti, ki imajo več, plačujejo več, tisti, ki imajo manj, plačujejo manj. Ne samo pri hrani, ampak tudi recimo pri dejavnostih, ki potekajo v šoli. Šola v naravi je recimo delno subvencionirana, hkrati vemo, da nekatere šolo v naravi organizirajo praktično vsakoletno, ne samo tistih enkrat, dvakrat, kot recimo morajo, so obvezane slediti temu. Glasbeno šolstvo v končni fazi, tudi o tem ničesar ne spregovorimo, pa vemo, da je plačilo glasbenega šolstva v celoti v bistvu na plečih staršev, brez tega socialnega korektiva, ki ga poznamo recimo pri šolski prehrani. Tako da to je nedvomno recimo nek vidik, ki ga je smiselno v prihodnje še dodatno naslavljati. Okay. Najlepša hvala obema, da sta bila gosta, da smo odprli nekaj tem, nekaj perečih tem, mogoče odgovorili staršem, tudi učiteljem. Upam, da je tudi država slišala. Hvala še enkrat obema. Hvala za povabilo. Hvala. Hvala tudi vam, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je bil še en podcast in vidimo in slišimo se spet zelo kmalu.